Krstno uprizoritev, v kateri sodelujejo tudi uporabniki in člani novomeškega društva Sonček, so pripravili v sevniškem grajskem lutkovnem gledališču. Sporočilo predstave. No, moramo varovati našo naravo, okolje, gozdove, da bi ohranjeno pustili našim otrokom naprej. Gašper in Nejc sta z veseljem sodelovala v interaktivni predstavi. Predstava gre o čebeli, ki pomaga živalim. Imamo glasbeno spremljavo, kar mi je tudi zelo zanimivo in na nek način drugačno. Mogoče mi to malo potegnilo k sodelovanju, ker mi pač rad glasbo. Otroci so v predstavi vidno uživali. Vse mi je bilo všeč. Kakšna se ti je pa zdela predstava? Dobra. Zanimiva, tudi smešna, pa tudi kar poučna, da nekaj ne škropimo, da rože umirajo, čebele in nimajo kaj hrane. Kaj je bilo pa tebi všeč? Meni je bilo pa vse všeč, najbolj mi je bilo pa všeč, ko je čebela napikala Metota, pa ko so imeli vsi poškodbe. Gozdna vila Silva Silvana in druge nastopajoče lutke so iz sveta pozabe obudile tudi doktorja Varavna, ki je v 19. stoletju živel v Škocjanu. To je bil mednarodno znan, bi rekel, padar, ravnocelnik takrat. Čeprav so rekli pri hiši pri doktorju Varavnu in je bil res zelo uspešen, bil je homeopat, tudi za zelišče je znal dobro delati, torej tista znanja, ki so se prepletale. Da so za premiero izbrali prav za graško gozdno gledališče, ni naključje. Seveda ni naključje, ker danes pravzaprav obeležujemo Mednarodni dan gozdov in tudi sicer se v Zeliščarskem centru zelo veliko aktivnosti usmerjamo v zavedanje pomena gozdov, ohranjanja gozdov. Mednarodni dan gozdov letos poteka pod geslom Gozd in zdravje. Mislim, da je v teh postkoronskih časih je to zelo dobro izbran moto, se pravi gozd in zdravje. Gozdovi po eni strani že samo s tem, ko nam omogočajo, proizvajajo kisik, čistijo vodo, pomembno vplivajo na naše zdravje. Prav zato si moramo s skupnimi močmi nenehno prizadevati, da bodo gozdovi, ki pokrivajo okrog 60% površine Slovenije, tudi v prihodnje ostali v dobrem zdravstvenem stanju.